Lepo pozdravljeni. Župan občine Brežice Ivan Molan je na delovnem obisku gostil ministra za obrambo Mateja Tonina. Glavna tema pogovora so bili projekti sofinancirani strani Ministrstva za obrambo na podlagi sporazuma med ministrstvom in občino Brežice in pogodba o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v letih 2019 in 2020. Delovno srečanje je potekalo na temo izvajanja leta 2007 sklenjenega dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki iz uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki. Kot je povedal Tonin, sta se z županom dogovorila, da se bo sodelovanje med ministrstvom in občino nadaljevalo tudi v prihodnosti. Moram priznati, da je župan trd pogajalec, da se je trdo pogajal za svojo lokalno skupnost. Na nek način je dogovor ta, da se bodo sredstva namenila za njihovo infrastrukturo, del pa tudi za potrebe gasilcev. In na takšen način se bomo skupaj trudili, da se razvija in kraj in da se samo gasilsko delovanje še dodatno okrepi v smislu nove opreme, novega znanja. Županu sem pa tudi obljubil, da lahko pričakuje najmanj takšna sredstva, kot so jih zagotovili moji predhodniki, se bom pa maksimalno potrudil, da bi bila lahko ta sredstva tudi večja. Doslej je Ministrstvo za obrambo za različne projekte v občini Brežice prispevalo 4,5 milijona evrov. Lani sta brežiški župan in nekdanji obrambni minister Erjavec podpisala dodatek sporazumu v višini 400 tisoč evrov za leto 2019 in prav toliko za leto 2020. Zadnje 2 leta smo imeli dogovor, da se financira infrastruktura v neposredni bližini vojašnice. To je bilo ureditev naselja Črešnice in pa cesta od Cerkelj do Pirošice, vključno z mostom, ki se bo začel obnavljati v teh dneh. Prav tako pa je bil dogovor, da se v lanskem in po letošnjem letu nameni 100 tisoč evrov za nabavo gasilskih vozil, kar pomeni, da smo dali v lani 50 tisoč evrov za vozilo v Cerkljah, letos pa še v Brežicah, ki bojo pojačale operativno moč gasilske zveze Brežice oziroma gasilskih društev. Seveda ta društva pa tudi v primeru kakšnega požara na letališču ali pa v skupnih vajah ali pa kje drugje so tudi pripravljene intervencije izvajati tudi v samem letališču. Ministrstvo mora še dokončati 2 podetapi povezovalne ceste Drnovo-Črešnice jug. Izveden je bil le severni del. Prihodnje leto se izteče tudi pogodba za brezplačno uporabo dela letališča Cerklje ob Krki za potrebe javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, za katerega želi občina podaljšanje uporabe za naslednje 5-letno obdobje. Smo se danes celo pogovarjali o možnosti, da se del stanovanj, ki so še prazne v Brežicah, nekako prenese na občino Brežice in občina bi ta stanovanja namenila za socialna stanovanja oziroma za mlade družine. Poleg tega pa seveda je potrebno povedati, da tudi zaradi vojašnice letališče Cerklje ob Krki in pa drugih praktično nevarnosti, ki jih imamo vse več tu ob meji, ob letališču, ob železnici, bi želeli, da bi ministrstvo tudi del sredstev namenilo za gasilce, kot so razna penila, razne reševanje, ki jih bomo še z gasilsko zvezo dogovorili in tudi je dal danes dogovor, da se ta komisija čim prej, ki mora določiti tako kriterije financiranja, kot tudi mora določiti višino, sestane nekje do septembra in da se še ta dogovor kot dodatek podpiše pred koncem tega leta, da lahko tudi v proračuni nadomestimo svoj denar. Minister je ob tej priložnosti obiskal tudi Gasilsko zvezo Brežice, kjer so mu brežiški gasilci in gasilke predstavili svoje delo in aktualne izzive. Pred vrtcem Najdihojca pri osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova so podpisali pogodbo za gradnjo novega vrtca. Ob rušitvi starega in gradnji novega vrtca bo v okviru javno-zasebnega partnerstva potekala tudi energetska obnova šole in športne dvorane. V Dobovi se je varstvo otrok začelo izvajati pred 50 leti. Pred 40 leti so dobili vrtec, ki pa je danes dotrajan in več ne nudi kakovostnih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje. Namen izgradnje novega vrtca je tako zagotoviti ustrezne prostorske pogoje na obstoječi lokaciji. Na tej isti lokaciji se poruši obstoječi vrtec in zgradi nov. Obstoječi vrtec je imel okoli 317 kvadratov, nov se pa zgradi 820 kvadratov, kar pomeni seveda, da
bo petoddelčni bistveno bolj prostoren. Pogodbena vrednost izgradnje novega vrtca znaša 1 600 000 evrov. Izbrano je podjetje Štrabak kot najugodnejši izvajalec, nadzor pa bo izvajal Avšič SP. Tako da jaz upam, da se bo gradnja začela že zdaj in da rok za dokončanje pa je konec drugega leta, enako kot v Artičah, kar pomeni seveda, da bi v tistem najpoznejšem roku bilo možno že v leto januarja v letu 2022 oziroma med zimskimi počitnicami otroke vključiti oziroma že obiskovati nov vrtec. Vkolikor pa seveda bi šla dinamika hitreje in pa možnost zagotoviti sredstva, bi pa lahko bil ta vrtec celo zgrajen pred časom, kot je planirano. Ravnateljica osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič pravi, da se vsi zelo veselijo novega vrtca in boljših prostorskih pogojev, ki bodo pomembna pridobitev za celoten kraj. Pod okriljem šole je 7 oddelkov vrtca, katere obiskuje od 90 do 100 otrok. 5 oddelkov je v Dobovskem vrtcu in v šoli, 2 oddelka vrtca pa sta organizirana na podružnični šoli v Kapedah. Zelo smo veseli, da je do tega prišlo. Nekaj časa smo že prosili, da bi ga dobili, saj so se razmere v vrtcu res izredno poslabšale in je tudi ta pridobitev, ki bo zdaj za naš kraj izredno pomembna. Poleg tega je vrtec še izredno pomemben ravno zaradi tega, ker smo kraj, ki je ob meji. Ljudje, ki imajo zagotovljen otroško varstvo, ljudje, ki lahko varno pustijo otroka nekje v vrtcu, imajo neko prednost, če ga lahko pustijo na varnem mestu, kjer bodo vedeli, da je zanje poskrbljeno. V času gradnje vrtca bo predšolska vzgoja potekala v šoli. V ta namen zdaj pripravljamo tudi dodatne prostore, da bomo lahko premestili nekaj oddelkov šole, ker sicer ne bi mogli nikjer najti takega prostora, ker je to le 5 oddelkov in je treba kar urediti prostore, najti nove. Delno so se selitve že začele. Okrog 15. julija predvidevamo, da se bodo začele res ta prave aktivnosti, da bomo popolnoma spraznili vrtec. Nov vrtec je zasnovan kot nizkoenergetski objekt, istočasno pa se bodo v neposredni bližini gradnje novega vrtca izvajale še energetska sanacija osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča in energetska sanacija športne dvorane Dobova v sklopu projekta javno-zasebnega partnerstva. Vlada je na podlagi 3. protikoronskega zakona določila seznam 187 pomembnih investicij v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Med njimi sta tudi hidroelektrarna Mokrice in drugi blok nuklearne elektrarne Krško. Na spodnji Savi trenutno obratuje 5 elektrarn: Vrhovo, Boštanj, Arto Blanca, Krško in Brežice. Projekt zadnje v verigi hidroelektrarne Mokrice zaradi nenehnih pritožb okoljevarstvenih organizacij že vrsto let stagnira. Odločitev vlade, ki je na podlagi 3. protikoronskega zakona pripravila seznam 187 prednostnih infrastrukturnih investicij, na katerem najdemo tudi hidroelektrarno Mokrice, je pomembna za čim hitrejše dokončanje verige, pravi generalni direktor Gen Energije. Za nas je hidroelektrarna Mokrice pomembna hidroelektrarna, predvsem zato, ker je zadnja v verigi in bomo lahko izkoriščali naravne danosti in pa možnosti oscilacije pretokov in pa proizvodnje cele verige. Zato seveda podpiramo, da je ta projekt našel svoje mesto v prioritetnih projektih, ravno zato, ker je možnost pridobiti gradbeno dovoljenje in seveda mi kot energetske družbe smo pripravljeni finančno, strokovno seveda izvesti to investicijo, glede na to, da smo uspešno izvedli celo verigo. V družbi Gen Energija si seveda želijo s projektom hidroelektrarne Mokrice nadaljevati čim prej. Vsekakor bi želeli do konca leta pridobiti dovoljenja, seveda postopki so pa zanimivi, zahtevni in zato je težko predvidljivo točen datum, ampak vsekakor bi želeli delati čim prej, kot sem rekel, do konca leta. Odločitev vlade, da projekt hidroelektrarne Mokrice uvrsti na prednostni seznam investicij, veseli tudi brežiškega župana. Dejstvo je, da ta investicija že zaostaja praktično 3 leta oziroma prve
načrti so bili, da bo dokončana v letu 2017, potem se je prestavila na leta 2019 in pa seveda potem na leto 2022 in seveda, vkolikor ne bo to prednostno obravnavano, dejansko ta hidroelektrarna še dolgo ne bo zgrajena. Za občino Brežice je to ključnega pomena, da se ta hidroelektrarna zgradi, kajti to je zadnja v verigi, ki bo nekako stabilizirala oziroma uravnavala celo verigo. V Brežicah pa seveda je ključno, kajti ob tem se gradi tudi poplavna varnost še določenih vasi, kot so Loče, Rigonce, Mihalovec, delno tudi Čatež in pa ostale. Je pa ključnega pomena, če hočemo zavarovati te vasi, kajti ne želim si, da bi se nam zgodila zgodba iz 2010, ko so določeni ljudje v teh vasih imeli tudi po meter, pa pol ali pa 2 metra vode v svojih hišah. Hidroelektrarna Mokrice bi sicer letno proizvedla 131 gigavatnih ur električne energije. Na prednostnem seznamu investicij pa je med drugim tudi projekt drugega bloka nuklearne elektrarne Krško. Predvsem zato, da se začne umeščanje v prostor in priprava tega projekta. Mi bi predvsem želeli dobiti čim prej energetsko dovoljenje, potem pa seveda tudi pobudo za umeščanje v prostor, tako da naš namen je, da bi z letom 2027 najkasneje začeli z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Zdi se nam sploh pomembno, da država čim bolj realno planira svoje projekte in seveda ta vlada je našla prostor za dolgoročno planiranje pomembnih objektov za Slovenijo. Občina Brežice nadaljuje z večfazno investicijo posodobitve nogometnega stadiona v Brežicah. V letošnjem letu se začenja izgradnja pomožnega igrišča z umetno travo in ureditev pripadajoče razsvetljave v skupni vrednosti 835 tisoč evrov. Predvidoma bo igrišče na voljo za uporabo v naslednjem letu. Kot je dejal župan občine Brežice Ivan Molan, je posodobitev igrišča nujna, če želijo nadaljevati z razvojem nogometa v občini. Občina Brežice nadaljuje z posodobitvo nogometnega stadiona v Brežicah. V lanskem letu smo uredili glavno igrišče, travnato z javno razsvetljavo. Glede na to pa, da v Brežicah trenira praktično okoli 350 otrok in pa tudi nogometna ekipa igra v drugi ligi, je pa nujno tudi narediti pomožno igrišče z umetno travo in pa seveda tudi razsvetljavo, kajti le na tak način bomo lahko podaljšali sezono in pa zagotovili nekako normalne pogoje za trening tako otrokom kot ekipi. Pogodbena vrednost del za pomožno igrišče z umetno travo je 610 tisoč evrov in za izvedbo razsvetljave 225 tisoč evrov. Zaenkrat smo pridobili tudi že 50 tisoč evrov dodatnih sredstev na fundaciji za šport. Sedaj bomo pa še pri nogometni zvezi poskušali kandidirati še za dodatna sredstva, da bi čim manj bilo lastnega vložka. Tako da nogometni stadion bo že praktično v letošnjem letu posodobljen. Predvideva se pa tudi konec leta, da bi prišlo do dokončanja del. Na redni seji občinskega sveta občine Brežice so svetniki izdali soglasje k ceni storitev pomoč družini na domu ter sprejeli odlok, ki ureja plovbni režim na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Brežice. Storitev pomoč družini na domu občine izvajajo kot svojo javno nalogo. Občina Brežice jo izvaja v sodelovanju z brežiško enoto Centra za socialno delo Posavje kot izvajalcem. Skladno s področno zakonodajo vsako leto na podlagi kalkulacij izvajalca občinskim svetnikom predložijo predlog nove cene. Cena storitve se za letošnje leto znižuje za 1,56%. Samo znižanje pa je predvsem na račun tega, da bo občina z letošnjim letom izvajalcu dala v uporabo 3 dodatne avtomobile. Cena za uporabnika bo 6,95 evrov, kar pa za občino pomeni, da mora ekonomsko ceno sofinancirati v deležu 62,80%. Potrebe po tej storitvi so na območju občine Brežice precejšnje. Potreba dejansko kaže tudi demografsko sliko občine in v zadnjih letih narašča. Tako da imamo v povprečju sicer še vedno podpovprečno število uporabnikov, je pa to 85 in je v zadnjih 2 letih narastlo za povprečno 25 uporabnikov. To odraža demografsko sliko, kot rečeno, saj občina Brežice po svoji starostni strukturi šteje med najstarejše občine v regiji Posavje.
Svetniki so prav tako sprejeli odlok, ki ureja plovbni režim na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Brežice. Spremembi smo pristopili zato, ker se je naknadno po sprejetem odloku leta 2018 ugotovilo, da lahko službo upravljavca pristanišč ter vstopno-izstopnih mest opravlja le služba, ki ima urejen status gospodarske javne službe, kar pa Zavod za šport, ki je imenovan z odlokom, ni. Zato se v spremembi predlaga, da se za upravljavca pristanišč in vstopno-izstopnih mest predlaga Komunalo Brežice, ki bo opravljala naloge, ki so določene z odlokom. Člani brežiškega občinskega sveta so na julijski seji med drugim potrdili sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarskih povezav Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas. Za gradnjo kolesarskih povezav med Brežicami in Dobovo ter Brežicami in Krško vasjo si občina Brežice obeta evropska sredstva, ob predvidenih trasah pa mora odkupiti nekatera zemljišča, ki so relativno majhna. In dogaja se nam, da pri nekaterih ni lastništvo urejeno, nekateri pa želijo izseljevati in s tem zavirati projekt. Zato država sprejela možnost, da v takem primeru se tudi, ker gre za javno korist, lahko določeni ljudje razlastnijo, seveda z tem, da se jim da tista ocenjena vrednost zemljišč. Tako so svetniki potrdili sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo omenjenih kolesarskih povezav kot možnost, če se z določenimi lastniki zemljišč ne bi mogli drugače dogovoriti. Moram pa reči, da že ko smo imeli v prvem branju, je bilo kar nekaj lastnikov, ki je potem pristopilo k prodaji zemljišč in ni bilo potrebno tega izkoristiti. Imamo pa težave z določenimi lastniki, ko so v tujini in ni možno najti naslove ali pa ko nimajo rešeno lastniško strukturo med seboj, pri tistim pa bo verjetno potrebno ta mehanizem tudi izkoristiti. Občini je pomembno, da del sredstev pokrije iz kohezije, le-ta pa lahko pridobi zgolj s celovito pripravo zemljišč za gradnjo. Če pravice graditi ne bodo izkazali z ustreznimi listinami, njihova vloga za kohezijska sredstva ne bo popolna in posledično ne bo uspešna. Dejstvo je, da zakon predvideva, da moraš imeti ali služnostno pravico ali pa biti lastnik. Zato seveda bomo mi v primeru, če ne bo možno odkupiti, seveda po uradni dolžnosti zahtevali služnostno pravico. Gre pa to samo za zemljišče, ki so že ob sami cesti, ki so več ali manj ponavadi celo zaraščena s kakšnim grmovjem ali kaj drugega, tako da ne gre za to neke kvalitetne njive, ki bi bile potrebne za obdelavo. Občina bi morala odkupiti zemljišča do avgusta, a je vlada ta rok zaradi COVID-19 prestavila. Nekje se predvideva neuradno, da bi do konca leta, kajti če želimo še v tej evropski perspektivi izčrpati ta sredstva, bo treba drugo leto začeti z gradnjo. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste mesečni pregled dogajanja v občini Brežice. Hvala za pozornost in nasvidenje.